Kako lahko odženete negativne misli in skrbi? Moje ime je Aleksander, današnje coaching vprašanje je za vse tiste, ki nosite vse te misli stalno s sabo. Greste v službo in so te negativne misli skozi v vaših mislih ali pa v glavah. Greste na dopust in kar naenkrat vse te misli ostanejo za vami, namesto da bi jih odložili in rekli, lej, tukaj sem v trenutku, delam to, kar delam, usmerim pozornost v ta trenutek. Kaj se bo zgodilo v naslednjem trenutku, bom rešila v naslednjem trenutku. Veliko ljudi danes želi prehitevati reševanje nečesa, kar sploh še ni aktualno. Razmišlja tako imenovana kaj pa če vprašanja. Joj, kaj pa če se bo to zgodilo? Kaj pa če ne bom zmogla? Kaj pa če bo to? Kaj pa če bo to? In kar naenkrat v njihovih glavah, v njihovih mislih prihaja do cel kup negativnih filmov, slik, glasov. In vsi ti negativni filmi, glasovi vplivajo na negativno počutje. Ljudje, ki to počnejo konstantno, konsistentno veliko časa, dobijo potem diagnozo, da so izgoreli. In ta izgorelost, pregorelost, ta diagnoza, da nekdo preveč časa uporablja negativne misli, negativna prepričanja, negativna pričakovanja in strahove, ki izhajajo iz tega ven, vse to je posledica tega, da ne znamo izklopiti in preklopiti na trenutek, kjer smo. Če smo v hribih, je pomembno, da se vprašamo, kako lahko uživamo v trenutku, da opazujemo drevesa, okolico, poglede, naravo, da poslušamo naravo, kako nam sporoča in kaj nam govori. Če smo na morju, je pomembno, da izklopimo vse te misli in skrbi, rečemo tišina, pšk, in usmerimo pozornost na to, kar nam pravi morje. Kako nam te vonjave, okusi, zvoki, slike in občutki sporočajo, sprosti se, vse bo v redu, zaupaj, bodi v tem trenutku in zaupaj, da v naslednjem trenutku se bo našla rešitev za naslednji trenutek. Kaj pa če bo to, kaj pa če bo to, kaj pa če, ko bom hodila po cesti, kar naenkrat pridejo Marsovci, me posrkajo v vesoljsko ladjo. Vi veste nekaj, jaz in moji zvoki, ste opazili, da to je res masterpiece. Verjetno veste, da večina strahov, 95% strahov, 90%, 95% strahov se nikoli ne uresniči. Vam samo onemogočajo spanec, vam samo onemogočajo uživanje v trenutku, vam samo onemogočajo, da ste tam, kjer ste. Bodite v trenutku, bodite srečni, bodite hvaležni, bodite mirni, verjemite, da ste, kjer ste sedaj, z namenom, z razlogom. Verjemite, da je v vas neverjetna moč, sposobnost, da spremenite življenje za sebe in tudi za ljudi, ki jih imate radi. Tako, da odmislite vse te konstrukte, ki vam ne koristijo, da odmislite to, kar se je zgodilo in to, kar mislite, da se bo zgodilo, in da preprosto ste v trenutku. Izklopite. Utišajte. Tišina, rečete vse glasom. Mir. Zamrznite vse notranje slike. In se ozrite okrog. In povete, wow, lej, kako je lepa narava. Lej, kako lepo pojejo ptice. Lej, kako je lep sončni vzhod, zahod, dež, veter, toplo, hladno. Kako je lepo življenje. Kako je lepo, da ste živi. To je čudež, zapomnite si. Če je bilo to coaching vprašanje koristno, klikajte na like. Delite, komentirajte. Pomagajte mi pomagati večjemu številu ljudi. Hvala, ker ste delili, komentirali, hvala, ker ste mi pomagali, da lahko še komu pomagam. Morda vam to coaching vprašanje ni tako bilo kritično pomembno, se vas ni tako dotaknilo, lahko je nekdo, ki
točno to vprašanje čaka, ki ne zna izklopiti, ki je skozi nekim. In boste vi mu delili, cek, z enim gumbom boste pritisnili, tak. In ko ste pritisnili, ta oseba to gleda, reče, Aleksandar, točno to, meni grozi pregorelo, skurjenost, ne vem kaj. In ta oseba morda ne bo prišla na NLP tečajih nam, ali pa ne bo prišla na hipnozo in tako. In rabi sam to coaching vprašanje. Lahko pa bo rekel, lej, točno to rabim. Rabim se učiti od Aleksandra, da z nami sklopiti se te misli še bolj in se prijavljam, se pridružujem, prihajam. Aleksandar, hoče se to naučiti, da ne bom žrtev izgorelosti, pregorelosti. Želim obvladati, kako izklopim negativne misli. In zato bi rada bila del tvoje mastermind družine, mastermind akademije. Ja? In zato delite, pomagajte mi, da še komu pomagam, ker to je ena izmed čudovitih lastnosti današnjega časa, je, da mi morda ne moremo nekomu pomagati, lahko mu pomaga pa nekdo drug, ki isto pove, samo s svojimi besedami, svojo energijo in oseba naredi transformacijo, oseba naredi preboj, oseba naredi premik v želeno smer. Tako da, izklopite negativnost, vklopite pozornost na ta trenutek, sprostite se, umirite se, vse je v redu, vse bo v redu, točno ste, ki rabite biti v tem trenutku, vse, kar potrebujete za spremembo, že imate v sebi, najboljše šele prihaja, smešek in se vidimo kdaj? Kmalu, na naslednjem coaching vprašanju. Zdaj pa je like, puk. Mislim, zakaj naredim ta puk zraven lajka, ne vem, če imate kakšen boljši glas, ki bi ga naredil, da boste klikali na like z večjo verjetnostjo, mi ga zaupajte. To takrat ostane puk, prav? Komentirajte, evo, da ste slišali zdaj kakšen zvok za komentarje, ja, in delite. Šk. A ta še nisem nikoli naredil. Šk. Ok, se vidimo kdaj? Naslednji coaching vprašanju. Do takrat ste delili že? Komentirali? In dajte močen všeček. Za spodbudo, rečete, Aleksandar, tako obupla se ta tvoja coaching vprašanja, nekaj ti moram dati za spodbudo, ti dam ta like, noben drug ti ga itak ne da, iz sočutja, žalosti in solidarnosti, sam, ki si, tam te bom klikala. V redu? Se vidimo. Zdaj pa je čas za delitev. Komentiranje, všečkanje. Da bom več del glasov. Se vidimo hmalo. Ostanite pozitivni, navdušeni, navdahnjeni, veseli in se vidimo.